prva odločitev je bila predvsem to, da sva vedela, da nočeva graditi montažne hiše, tipske hiše, tako da sva se odločila za korak, da bova zidala. Ker tukaj si lahko privoščiš veliko več svobode pri gradnji, ker vemo, da netipski projekti pri montažnih hiših so precej dragi, pri zidariji pa je to veliko manj strošek. Drug glavni faktor bi pa predvsem to, da sem se hotela kot arhitekt tudi spopasti z vsemi temi izzivi, ki pridejo na gradbišču, in pač sem hotela sama skoordinirati celoten potek od začetka, od projektive do gradnje in vse, kar pride zraven. Živjo, sva Polona in Miha. Jaz sem po izobrazbi magistra arhitekture in danes se nahajamo tukaj v najini hiši na gradbišču, 4. hiša na desni. Čedalje manj ljudi se po moje odloča za to varianto, ker vemo, da je to časovno, ti vzame velik del. In pri montažni hiši gre to veliko hitreje, tam si izbereš hišo in ti jo postavijo. V lastni režiji pa je ogromno ene koordinacije vseh različnih izvajalcev. Se mi pa zdi, da je še vedno prevladujoč način gradnje v lastni režiji, ker vsak hoče prešparati še kaj. Je pa tudi pomembno to, da pri montažni hiši pridejo vsi stroški naenkrat od začetka. Če se pa odločiš v lastni režiji in zidarijo, se te stroški lahko porazdelijo po večjih fazih, traja tudi par let in je tudi finančni zalogaj se razdeli po večjih sklopih. Ja, pa mogoče imaš tudi več kontrola, ne? Pri izbiri izvajalcev, recimo dober pristop je, da dobiš za vse vsaj ponudbo 2, mogoče 3. Se pravi, lahko pogledaš stroškovno in kvaliteto in nekako oboje držiš na ravni, ker jih pač hočeš. Veliko delava skupaj in tudi začela sva skupaj s celotno idejo, ko sva razmišljala, kaj sploh želiva imeti, kako bova živela, kakšen je najin življenjski slog, kaj potrebujeva. In sva skupaj nekako prišla do te ideje zasnove hiše. Potem sem jaz malo več delala na projektiranju in ker sem sodelovala tudi še z drugimi. Potem pa, ko pride pa do začetka gradnje, sva si pa tudi razdelila, in sicer jaz sem imela čez bolj zidarijo, izvedbene detajle, Miha se je pa malo bolj poglobil v vse inštalacije, tako da strojnikam, električarjem, kar se tiče rekuperacije, toplotne črpalke, te zadeve, tako da sva si to malo razdelila. In pa tudi finančni vidik je prevzel bolj Miha, ker je to bolj njegov foh. Tako je, se pravi, od pridobivanja ponudb do dogovorov, do v bistvu celotnega budžetiranja, ne, in potem posledično najema kredita. Ne. To je bil pa nekako meni bolj domače in so si nekako naravno to razdelile. Ko sem se preselila sem v Cerknico, sem dostikrat se sprehajala tukaj po poljah, po vasi in ugotavljala, kakšen je sploh način bil te gradnje, kakšna je logika tukaj zadaj, ker so večino vse stare kmetije. Te parcele so precej ozke in dolge, posledično so tudi vse hiše zasnovane precej ozko in dolgo, in ker so to vse stare kmetije, so sestavljene iz večjih objektov, se pravi stanovanjska hiša, drvarnice, gospodarski objekti. In zato sem se v bistvu odločila, ker smo tudi mi imamo tukaj precej ozko in dolgo parcelo, da gremo na isto logiko. In zato je zasnovana prvi del hiše, je zasnovan tudi višje, ki predstavlja to prvo stanovanjski del hiše. Ta drugi del, v katerem se zdaj nahajamo, je ta nižji, v bistvu povezovalni, kot manjši gospodarski objekt. In na koncu imamo v bistvu zadnji del hiše, ki je domišljen kot nek
skedenj varianta in zato bo v bistvu tudi, ko bo enkrat fasada, bo ta zadnji del bo lesena fasada, da pride res do izraza ta prvi bivalni del in proti koncu skedenj, da v bistvu povzamemo to logiko vasi. Pripomogli je pa tudi ta razgiban tloris, da smo pridobili še zunanji atrij, ki tle res ekstremno piha, da imamo en zunanji del malo v zavetrju, da bomo lahko uživali tudi zunaj. Nekje sredi marca smo vgradili okna. Okna so Internorem, se je podjetje Tokom jih je vgrajeval, smo zaenkrat zelo zadovoljna. Potem, tam zadaj bo tudi prišel kaminski vložek, dimnik je že pripravljen, kaminski vložek smo tudi že naročili. Posebnost bo to, da zadnji del hiše bo lesena fasada in pa teli vidni leseni nosilci. Jaz bi rekel, da so se tudi držala mogoče teh zdaj modernejših smernic gradnje v smislu res debelejšega fasadnega ovoja, ne, in tudi izolacije strehe, posledično obvezno neke vrste prezračevanja. Midva sva se odločila za centralno prezračevanje, ne. To recimo je nekaj, kar je, bom rekel, mogoče ne več nadstandard, ampak reši mogoče neko vsakodnevno rutino, ki je sicer potrebna, da tak prostor ohranjaš, bom rekel, prezračen oziroma... Ja, res si ne predstavljam vsak dan odpirati vseh 22 oken. Tako da to. Pa toplotno črpalko imamo v bistvu tudi že naročeno. To bo... Tako, prek podjetja Kronoterm oziroma njihovega partnerja, ne, smo se odločili za njih in zaradi izgleda in zaradi kvalitete, pa ne nazadnje slovenski produkt. Ostali materiali, bi rekel, nič posebnega niso z ničemer pretiravala, kar pa si bova privoščili pa mogoče interier oziroma pohiš to, da bo prijetno živeti v taki hiši. Največ smo dejansko izbirali izvajalce na podlagi priporočil prijateljev in družine. Velikokrat se nam je tudi zgodilo, če smo poklicali koga, pa so rekli, da nimajo časa, so nam potem oni priporočili kolege oziroma kolege izvajalce, tako da smo se pa obrnili na njih. Pa tudi izvajalca, ki sva imela do zdaj na parceli, na hiši, tudi prek njih recimo sva kar za par, se pravi, izvajalcev v naslednjih fazah zvedla, jih poklicala, ne, in se, bom rekel, kar večino tudi potem dogovorila za naslednje korake, ne. Lahko pa povem, da dejansko prek portala Moj mojster, ne, sva pa izbrala nadzornika, recimo, ne. Tam pa nekako nisva prek priporočil prišla prav zares do nikogar, in je potem dejansko se pravi, sva dala en razpis za nadzornika prek portala. Dejansko zelo enostavna zadeva. Takoj smo tudi dobili telefonsko številko, se zmenili. Super zadeva. Največji, mislim, tako izziv je bil dejansko, ko smo že tekom priprav načrtov za izvedbo ugotovili, da je velik problem z rekuperacijo. In sicer spraviti rekuperacijo iz čist začetka hiše, kjer je centralna enota, in pripeljati vse cevi v bistvu v čist zadnji del hiše. In tako da smo v bistvu potem prišli do ideje, da se na srednjem delu hiša oziroma strop dvigne, da pridemo v bistvu pod stropom do konca hiše, in potem s spuščenim stropom bomo to reševali, tako da bomo skrili vse te cevi. Tako da to je bil en izziv, ki smo ga ki smo dosti sodelovali tudi s strojnikom, da smo odkrili to že tekom projektiranja, da smo prilagodili vse načrte, da nismo se pol, ko bi bilo treba polagati cevi. Se pravi, so bila toliko prisotna z tako dobro domišljenimi načrti, da praktično do napak ni prihajalo. Mogoče, če na začetku začnemo, ne, midva sva idejo
dobila, da bi zidala 3-4 leta nazaj, mogoče še več. Takrat so ocenjevala, da bi za 200 000 evrov ali pa dobrih 200 do 250 000 evrov bila vseljena v hiši. Zdaj 4 leta kasneje sva pripravila budžet 300 000 evrov, s tem, da sva v bistvu mislila, da imava še nekaj lufta, neke rezerve. No, na koncu se je izkazalo, da sva sicer večino zadela, nekaj je šlo čez, kakšno stvar sva tudi popolnoma pozabila, tako da budžet nekako predvideva do vselitve 370 000 evrov, z zunanjo ureditvijo pa proti 400. Midva sva šla v to gradnjo bolj z mislijo, da ne bova šparala pri izgledu hiše in kako bova midva funkcionirala v tej hiši, tako da sva že od začetka vedela, da nočeva je to čisto najbolj tipsko varianto in zato sva pač zamislila na drugačen projekt. Vedela sva, da nam bo to prineslo večje stroške, ker so večja temeljna plošča, večja streha, ampak smo pa na drugih področjih potem pa probali čim bolj zmanjšati stroške, se pravi okenske odprtine, imamo samo v bistvu eno večjo panoramo, vse ostalo so manjša okna. Potem ne bova pretiravala z nekimi luksuznimi materiali, se bova držala bolj klasike. Privrčevala smo, verjetno tudi, ker smo veliko časa posvetila res izbiranju ponudb, z izbiranjem različnih izvajalcev. Ne, smo še kje. Jaz bi tudi generalno rekel, da sva precej časa vložila v načrte. Se pravi, da so načrti prvič res izvedljivi in da so domišljeni do te mere, da praktično tekom gradnje ni bilo treba popravljati nič. V bistvu tudi prilagoditev je bilo zelo malo, in v bistvu toliko sva prisotna na gradbišču, poleg nadzornika, da res kontrolirava izvedbo do te mere, da ne prihaja do napak. Se mi zdi, da vsi vemo, da napake odpravljati je najdražje. Prvo, da ne smejo pozabiti, da jim bo to vzelo ogromno časa, da če niso vsaj malo v tem fohu, da mogoče boljš graditi na ključ oziroma montažna hiša. Da se pa vseeno, ker najbolj pomembno je pa imeti dobrega nadzornika, ker če ti uspeš že na začetku projekta dobiti dobrega nadzornika, da ti lahko svetuje tudi pri sami izbiri izvajalcev, pregleduje ti ponudbe, pove, kaj so dejanske cene, kje so šli, mogoče kje so cene pretirane pri kakšnem izvajalcu, in te potem v bistvu vodi čez celotno gradnjo, z vsakim korakom naprej ti svetuje, kdo pride naslednji na vrsto, katera faza je naslednja. Tako da jaz mislim, da tudi če ni nekega znanja in če se dobi res dobrega nadzornika in tudi v bistvu arhitekt še vedno tudi lahko prisoten zraven na vseh teh sestankih, da se lahko tudi to reši. Je pa res, da bo res veliko časa ti vzelo tudi med službo, po službi, ker je treba res biti prisoten, če nočeš, da pride do napak. Vemo, da midva, jaz sem velikokrat prišla sem, pa je bilo kakšna stvar narobe zaopažena, luknje narobe locirane, napačno so se interpretirali načrte, so mislili, da neka črta nekaj pomeni, pa v bistvu nekaj drugega, in če ne bi bila vsak dan tukaj in gledala, če je vse na pravem mestu, bi prišlo do večjih napak, in ko so enkrat stvari zabetonirane, je težko pa vse spet štemati in popravljati in slaba volja. Ja, pa še ena stvar je tukaj, ki te pa pripravi na vse te zadeve, in sicer res dobro domišljeni natančni načrti. Ko imaš enkrat to pripravljeno in si pri tem sodeloval, se lahko tudi, hitrejš, lažje odločaš v primerih, ko je treba kaj spreminjati. Lažje tudi in hitrejš nadziraš, ker konec koncev nadzornik nadzira kvaliteto izvedbe, mogoče toliko ne,
arhitekturne detajle, ki si jih želiš. Tako da se mi zdi, da tukaj sva predvsem težila k temu, da so res detajli ostajajo taki, kot so bili v načrtu in nismo prilagajali na način, da bi bilo lažje, cenejše ali kakorkoli drugačno. Tako da natančni načrti zelo pomagajo. Ja, ker težko se je dejansko na gradbišču odločke, vsak je po svoje pameten in ko pride do kakšnega zapleta, vsak svetuje pač po neki svoji logiki, mrzdo pa ne razmišlja, kaj vse lahko to za sabo potegne. Če ti spremeniš neko pozicijo, neke cevi ali pozicijo nečesa, težko v tistem trenutku presodiš, kaj bo to vnaprej prineslo. In če ti res nimaš izkušenj, ne veš, v tistem momentu ni nadzornika, se ti ne oglasijo na telefon, pride pač do večjih napak. Ne se ustrašiti izziva. Kakor se sliši grozen, je na momente res naporno, sploh ko pridejo naenkrat vsi izvajalci, ko je treba ogromno enih odločitev sprejeti. Glih zdajle imava noro gužbo, ko je treba se uskladiti s strojnikom, z električarjem, vse napeljave, posledično sva mogla zbrati na vse podometne pipe, glih danes sva delala za vse lučke, kje bojo vsa stikala, posledično kje je vsa oprema. In če se ne ta prav čas odločiš stvari in če si še malo neodločen, lahko malo zakomplicirajo zadeve. No, ampak če te malo stisne. gremo k spodbudam, res je, to je res, da dejansko najlažje oziroma najbolj pravilno bi bilo, da si v bistvu končno stanje hiše zamisliš že na začetku, in potem je vse lažje od, bom rekel, prve zakopane lopate do vselitve. Ampak je pa tako, jaz bi izpostavil kot laik, na tem področju, je pa vseeno na koncu dneva neko zadovoljstvo, prvič, da vse to spoznaš, da veš, kako je narejeno, da veš, kje je kaj, zakaj je kje postavljeno, pa tudi zadovoljstvo, da tudi mogoče, če nisi z lastnimi rokavi naredil, si pa v bistvu bil prisoten predvsem pri celotnem odločanju, celotnem procesu, na koncu je to v bistvu ti lahko veliko zadovoljstva in ponosa. Tako da se splača potruditi, sploh ker lastna režija na koncu pomeni, da imaš hišo točno tako, kot si jo zamislil in si jo zaželel.